Malo je avtomobilov, ki imajo tako kulten status kot tale za mano, ampak preden ga obdelam, kratek razmislek. Kaj je terenski avtomobil? Večina danes že kar vsakmu avtu, kot je Renault Captur, pravi Jeep, ker je takšen dvignan in ker ima zaščitno plastiko. No, me prav zanima, kaj bi bilo, če bi se taki Jeepi pripeljali do semle, oziroma, pardon, tam nekje do polovice, ker do sem sploh prišli ne bi. Torej, terenski avtomobil, to je to! Toyota Land Cruiser. Pojem avtomobila, ki pride praktično povsod. Ampak povsod mislim tudi na ves svet, ker se tale avto prodaja v kar 195 državah sveta. Skratka povsod. In nič ne bo čudenega, če bo tole tudi prvi avtomobil čez 20 let na Marsu. Moram pa vseeno pohvaliti, kako dobro se v tem trenutku znajde na zemlji. Prav nič ga ne ustavi, dokler je podlaga vsaj približno prevozna. V Namibiji smo ga vozili po vseh možnih cestah in poteh in verjetno ni treba poudariti, koliko dobro se je obnesel. Kaj pa doma? Pri nas so že nekatere ceste tako slabe, če živite v takih krajih, da včasih rabite skoraj terensko vozilo. Luknja pri luknji, naslednjo pomlad bo še slabše. Če vas to skrbi, z Land Cruiserjem ne boste ustrelili v temo. Tudi na cesti imate občutek, da vozite velik in neuničljiv stroj in če v tem uživate, vas bo navdušilo, da se sedi visoko, da je spredaj ogromen pokrov motorja in da je preglednost zaradi velikih stekel zelo dobra. Je pa ravno cesta tista, kjer se ta avto počuti najmanj doma. Volan je velik in precej posreden, brez pravega občutka med vožnjo, podvozje ni preveč udobno, ker je tole verjetno edini terenec na trgu z ločeno šasijo, kar pomeni več pretresanja, vse deluje okorno in daje občutek, ok, no, če že moram, pa grem po cesti do naslednjega brezpotja. Torej, če prisegate na moderne SUV-je, ki blestijo tudi na cesti, tole ni avto za vas. No, če mislite, da se ti vaši priljubljeni SUV dobro peljejo tukaj, pa verjetno še niste sedeli v Land Cruiserju. Občutek imam, kot da bi naenkrat zaživel, kot da bi se v avtu, ki je prej spal, nekaj zbudilo. Tako dobro in udobno se po takšni cesti ne pelje skoraj noben avto na trgu. Šasija se ukvarja s pobiranjem lukenj, vi skrbite za pravo smer vožnje. Ampak tudi to je šele tretjina tistega, za kar je narejen. Evo, ko se urejene poti končajo, je pa samo nekaj avtomobilov na svetu, ki vas bodo lahko peljali naprej. Brez skrbi, tudi če niste najbolj vešči, vam bo tale avto še kako pomagal. Z gumom MTS, to je Multi-Terrain Select, izberete, po kakšni podlagi se vozite, da prilagodi elektroniko. Tukaj pa lahko scroll izberete še hitrost, s katero se želite peljati. Kot nek tempomat, ampak za teren. In spet vi samo vrtite volan. Zadeva deluje tudi pri spustu in seveda odlično, da bo vas skrbeli samo, koliko laka na pločevini boste opraskali. Wow, v takšnem obdobju po takšnem terenu gre pa res težko. Zdaj, ko gledam samo, da ne bom povozil kakšne skale, me tudi briga, kako zastarela deluje tale notranjost. Res vse izgleda, kot da je prišlo iz nekega davnega časa s temi gumbi, plastično plastiko, cenenimi okraski, ampak dvomim, da se vozniki v puščavi kaj dosti ukvarjajo s tem. Glavno, da ne škripa in da se da dokaj enostavno očistiti. Sam bolj pogrešam kakšen večji odprt prostor tukaj, da lahko odložim walkie-talkie in daljnogled, ko grem na safari. Je pa vožnja po terenu zelo draga. Prvič, ker morate najti primeren prostor za to in se tja odpeljati. Drugič, ker morate na koncu vedno jeti v pralnico. In tretjič, ker takšen Land Cruiser stane že 88 jurjev. Res, da je to najbolje opremljen model, ki ga lahko kupite pri nas, osnovni je 50, ampak že zato veste, da to ni avto za vsakogar. Če ga rabite samo za kazanje, si kupite rajši tisto, čemur večina pravi Jeep in ima pogon na sprednji kolesi. Če se občasno odpeljete do Namibije, je pa to za vas ena in edina izbira, ker vas edini pripelje tja in nazaj. Kjer debile zdaj to kle parkirajo vodo? Jaz, kdo pa?